Bož, letošnja obletnica mature bo pa najboljša, kar smo jih sploh kdaj imeli, verjemi mi. Ja. Ne bomo pri meni. Eno zastrupe niže, pri Špeh pozvoni, ne? Dobra? Okej, ajdi, čau. Prosim. Čau, danes, ja. Ne, pri Špeh, ne? Špeh pozvoniš, dobro? Ok, se vidimo, čau. 2, 4, 6, 8. 2 stola še manjkata. Grem k Bogdančku po njo. Zjutraj, ki te zbudi, ko bi še spal, se glasno smeti. Pozno po noči ti spat ne pusti, v posteli svoji delovali za 3. To na dopustu za pošto skrbi, ti rože zaliva prebajska stvari, to ti posodi jaček ali pa. vse žiga vrnil, ko ga ni bilo doma. Lepo je biti sonce, saj nič ne boli. Prijazen je pozdrav, in začajo se stvari. Lepo je biti sosed, lepo je biti fin. Ko si v težavah, da si pravi ti. Lepo je biti sosed, to sploh ni greh. Imejmo se radi skozi sonce in smeh. Lepo je biti sosed, to sploh ni greh. Imejmo se radi skozi sonce in smeh. Lepo je biti sosed. Lepo je biti sosed. To je bilo pa zadnjič, da sva šla na dopust s tema 2 kretenoma. Joj, Žuža, ti si tako neprilagodljiva, da smo zaradi tebe mogli 3 dni prej z dopusta priti. Jaz sem neprilagodljiva. Vse, kar sta si zmislila, to sta dobila. Vse sem delala za njiju. Beno, še karaoke. Pa ti veš, da jaz ne prenašam karaoke. V življenju še nisem bila na karaokah. Ampak Silvika pa Ivo sta se pa tako lepo zabavala. In sem šla zraven, da ne bi kvarila zabave. Ja, no vidiš, to je bilo res lepo od tebe. Da je bilo. Pol pa me je DJ sredi druge kitice prekinil, ker so kao gostje začeli odhajati. Dobro, no, pa samo zaradi tega ziher nismo šli 3 dni prej z dopusta. Ne, zaradi tega ne. Beno, jaz na dopustu rada ležim, rada se malo sončim, pa rada malo plavam. Ta 2 sta si pa non-stop nekaj zmišljevala. Pa smo se vozili skuterjem, pa smo surfali, izlet v Firence, izlet v Benetke. Kaj smo delali? Vodna odbojka, spomni se, z Lokom smo šli streljati. Mislim, ene strani v knjigi nisem prebrala na tem dopustu. Ja, pa dobro, kaj pa nisi rekla, da te ti izleti ne zanimajo, pa to, ne? Se sem rekla, enkrat. Silvika se je razjokala. Ivo se ga pa napil tisti večer. Spomni se, celo noč se je drl pod najnim balkonom, kak sva mi 2 kruta do njiju. Spomni se, kaki cirkus je bil. Ja, no, dobro, samo še vseeno ne razumem, zakaj smo 3 dni prej domov z dopusta prišli. Vse kreme za sončenje mi je porabila. Ja, pa dobro, če je pa upeklo, ne? Saj veš, kako ungrofinsko kožo ima Silvika. To so skandinavci, veš? To te upeče 1, 2, 3, 4, pa si že pečeni, ne? Spodne perilo mi je kradla. Ja, dobro, no, Žuža. Če se je pa malo zakonkulirala, ko je pakirala te svoje stvari pa to, pa je pač zmanjkalo frišnih spodnjih gad, kaj te češ, ne? Spoprijateljila se je s tvojo mamo. Ja, dobro, res, malo ste se bolj zbližali, ja, to pa je res, ja. Se zbližali, ja? Ti povem, zakaj sta se zbližali? Imeli sta odlično skupno temo. Opravljanje mene. Daj, Žuža, prosim te, no, ne pretiravljaj. In mi? Za konec smo kot debili vlekli tisto njihovo 5-tonsko katro. Dobro, no, pa Ivo ni sam kriv, če mu je glih na dopusti killer razneslo, pa to. Samo jaz pa ne vem, če je bilo glih potrebno, da jim takoj, ko smo prečkali mejo, ti prerežeš vrv, pa to.
Lahko sta srečna, da sem taka dobra dušica, pa se jim ima vrv prerezala šele v Sloveniji, ker italijanska vlečna služba bi jih 3-krat več stala. Veš kaj? Vleko jivo je moj ote s svojim avtom, zato se ti v to ne vtikavaj. Dobro? Po mojem ote bi tudi lahko kdaj kaki pir ponudila, ne? V prvih 2 dneh nam je porabil zalogo patriota za celi dopust. Ja, če je pa bil tako malo bolj žen, pa to. Pa naj pije vodo. Jo, Žuža, pa veš, kakšne izpuščaje dobi, če vodo pije? Poleg tega je pa zdaj mogel celi čas poslušati mamo Trezen. Veš, kakšne muke so to? Kje je moja miza? Kje so moji stoli? Pa sem ti rekel, da moramo imeti alarm. Pamela. Ko pa ima Pamela z alarmom. Ona ima edina ključa od najinega stanovanja, ker bi nam morala rože zalivati medtem, ko smo bili na dopustu. Beno, hočem svojo mizo pa svoje stole. Takoj. Prosim. Hvala. Ljubo doma, čekajmo. Silvika. Daj prinesi nama bar spalinko. Ivan, vzem aspirin. Ti potiskal avto vse do servis. Imel muskel fiber boš jutri. Ja. Štenem. Kdo tu je? Je to sta pa gotovo pripravila. Meno pa Žuža v opravičilo. Ne govor o Žuža. Dobim kokoš polt. Ja. Ampak tole daje videti kakšne poročne priložnosti. Kaj misliš? Ja, vsi v bistvu ne bomo, no, ampak zlata 10 pa pride. To je pa potrjeno. Ja, pa Jaklinčka tudi pride. Sem zdaj se bolj piše, veš? Ti pacek, ti. Ja, se vidimo. Čau. Kaj pa vidva tukaj delata? Kaj ti tu delaš? Jaz dobrodošlico sem vam pripravila okrepčilo po dolgi poti, ki sta utrujena, ne? Ja, kako pa si prišla do informacije, da pridemo 3 dni pred uradnim povratkom? Ne, to so sama taka živila, ki imajo dolg rok trajanja. Zakaj potem nem dala v frižider? In kdo je ta zlata 10? In kdo to pocek, ki ti govorila z njim si? In kdo je ta palinčka, zdaj pišeča se vol? Samo malo zdaj, ne morate mi to vprašanje naenkrat zastaviti, no. Zdaj, v bistvu v hladilniku, ne, to zdaj, jaz sem pač malo ovadila, ne, kako bo izgledalo, ko prideta, ne, vse na mizi, pa to, zdaj, 10 je, ja, ker vidva sta, ne, pa potem Benči, pa Žuža, da še prideta malo, ne, pa Benči, ati, pa mami, ne, da sta zraven, pa še, ja, Tibor, pa Lidija. Tibor in Lidija sta v Italija, na poletni job. In na dopustu nas je bilo 8, zdaj nas je skupaj 9. S tabo vredno stolov je pa še 10. Ja, ta pacek, ne, ki sva zdaj klepetala, on je moj prijatelj, pa sem njega za danes povabila tudi. Aha! Kako ti vedlo, da mi pridemo danes, pa njega povabila danes, ti nem to vedela. Ok, poslušaj me zdaj, ti Sherlockinja Holmes. Poglej, kako sem se matrala, se trudim, da vam pripravim res lepo, prijazno dobrodošlico in kaj zdaj vidva tu me zaslišuje, tako da, ja pa vajn avto sem videla, no, ko sta se pripeljala, ko sta parkirala pred blokom, pa mi je bilo jasno, da sta že doma, no, kaj. Zakaj potem ti kričala z balkon dol, kaj pa vidva tu delata?
Igor. Zvoni. Halo? Aha, sam moment. Silvi, Ivči, oprostite, ampak moram to se dogovoriti. Sej, pridem nazaj. Ja, hvala, adio. Halo, ja, čao. Ja, adio. Lepo je biti sosed. Ja, no. Ja, lepo nje. Sem presenečen zelo. Silvika, daj no. Nama zrihtaj kakšno protibolečinsko tableto. Aspirin, misliš? Kakšen, kaj govoriš, Aspirin? Na televiziji se ne sme uporabljati reklamnih sporočil za zdravila. Tudi za aspirin, ne? Raj govori mađarsko. Kako se aspirin reče po mađarsko? Aspirin. No, tako govori, nihče ne bo razumel. No. Zdaj pa malo aperitiva. Daj ti bom jaz odprl. Sonjo, Silvika, kako si močna postala. Zelo. Podpiši to. Kaj bo je to? Izjava, da nikoli več ne greva s Silviko in Ivotom skupaj na dopust. Jutri bom to nesla k notarju. Oj, prosim te, Žuža, no. Rajši razpakiraj, da se pol lahko greš čim prej tuširati. Ne morem, nimam mize. Ja, dobro, no, pol pa razpakiraj na tleh. Ali pa v kuhni, ali pa na balkoni, ali pa na podstrešji. Ne, na podstrešji namreč, kaj ga nemamo. Ali pa v Poslušaj, spalnici. jaz vedno razpakiram na mizi, ja? Si našel Pamelo? Ne, nisem. Ni dosegljivo. Bom pa jaz razpakiral. Samo probaj. No, da, samo žajfu pa stvari za britje te najdem. Kaj pa je to? To ni naša torba. Mode in Hungarijo. Volvo s Čau, Pamela! Kje je moja miza? Kje so moji stoli? Vse ti bom razložila. Ja? Začni, ker poslušam. Ok, jaz danes organiziram obletnico mature, ne? In jo organiziram pri Špehovih, ne? Ker pač, da bi bilo dovolj prostora za vse. In moja miza, moji stoli. Ja, ni bilo dovolj miz pa stolov tam, pa sem si vajno sposodila, ne? Se jutri vrnem. Ne, takoj za jih boš vrnila, ker jaz nimam kje razpakirati svoje torbe. No, saj niti svoje torbe nimaš, ne? Za razpakirati. Pa to. Ej, jaz rabim vajno pomoč. Jaz pa rabim mizo, pa rabim stole, pa torbo rabim, Beno. Jaz pa rabim mrzel pir. Pamela, Benči, vse ti bom razložila. Poslušaj, 12 ur sem vozil za volanom in celi čas sem se tresel, tak sem živcami, ko sem se bal, da se bo tista katrca Ivojova meni piknila, ne? In zdaj nujno rabim mrzel pir. Preden smo šli na morje, sem kupil 6 pak, pa ga dal v hladilnik. Kje je? Ja, Ivčijo sem ga nesla, ne? Zakaj? Pa se to vama zdaj že ves čas razlagam. Obletnico mature imam danes. Čakaj malo, zakaj pa morate pol glih moj pir pit? Ja, zato, ker sem ga pozabila kupiti. Se lahko grem zdaj takoj po njega, pa ga prinesem nazaj. Ko bi res? Pa še to torbo nesi tja, pa mojo prinesi. Hvala. Žuži, nisem jaz tvoj lift boy. A ne moreš sama? Ne morem. V redu. Lahko prosim za kozarec vode, Žuži. Jasno, Beno. Voda. Tako je, ne? Jaz organiziram obletnico mature danes, ne? Ja, dobro, to si že rekla, ja. Hvala. Ja, ampak pri Špehovih jo organiziram. Ja, to si tudi že rekla. Ja, pa kaj vama še ni jasno? Kako naj jaz organiziram obletnico mature pri Špehovih, če pa sta Špehova tam? Čakaj malo, in zdaj te jaz vprašam. Pamela, kaj bi ti sploh rada od najdva? Ja, da ju vsem povabita, ne? Saj veste, kako to gre. Po dopustu malo klepetate, malo slikce pogledate, video pa, ne?
Pamelica. Pamela. Zdaj pa te jaz sprašam. Kaj ti misliš, zakaj smo mi prej prišli z dopusta 3 dni prej? Ja, denarja vam je zmanjkalo, ne? Živcev nam je zmanjkalo. Ja, pa tudi denarja. Ja, to je pa tudi res, ja. Pa veš zakaj? Ker sva midva plačevala vse večerje, pa vse izlete. Njima dvema je še dosti denarja ostalo, samo ona dva nica tako dobra, da bi delila s svojimi sosedi. Ja, skregali ste se, ja. Ja, je lepo biti sosed, ne? Ja, to sploh ni greh. Ja. Pa to. Mejmo se radi skozi solze in smeh. Joj, Pamela, ti preveč televizije gledaš, veš? Skratka, odpovej obletnico mature ali jo pa prestavi kam drugam. Ja pa, Žuži, poznaš ti mojo sošolko Jaklinčko, no? Ona se zdaj Puhar piše, ne? Ne, zdaj se že Volj piše. Končno, dobila pravi priimek. Dobro, se vseeno. Kaj je z njo? Ja, ona pride iz Prage. Joj. Daj no, Žuža, mogoče pa bi res lahko šla Pameli malo na roko, pa to. Glej, kako je lepo čuvala najno stanovanje, med tem, ko nas ni bilo. Beno. Dobro, no, glej. Obletnica mature pač ni vsako leto, ne? Veš, koliko se je ona mogla namatrati, da je vse to skupaj zorganizirala. V redu. Če mi bo Silvika vrnila vse spodnje hlače, pa vse majice, pa vse kreme za sončenje. Če bo dala pol denarja za vse, kar smo porabili za izlete, pa za večerje, in če se na kolenih opraviči za vse žalitve, ki sem jih morala slišati iz njenih ust. Pol lahko prestopi prag mojega stanovanja. Ampak jaz ne bom z njo dihala istega zraka. Ko bosta ona dva tu, bom jaz pri Pameli. Čakaj malo, Žuža. Koliko se ti lahko Silvika opraviči, če pa tebe ne bo tu? Jezus, Beno, ti pa tudi moraš začeti logično razmišljati v najbolj neprimernem trenutku, ne? Pa podpisal mi boš čisto izjavo, drugače ne grem nikamor. Ok, Žuži, glej, bom šla zdaj do Silvike, vse te tvoje zahteve ji bom naštela, ne? Samo eno uslugo te prosim, počakta tu. Čakaj, Pamela. Žuža, jaz pa te prosim dovoljenje, če lahko grem po svoje pivo. Ja, idi po svoje pivo, Jezus. Da pa je dan takoj lepši. Prazen žakelj ne bo stal. Imamo še kakšno pivo? Ti dve sta ultimativni. Ej, pa 300 kosmatih bab, no kaj so nas termiti napadli, ali kaj? Kje te se hrana, je? Ja, kaj je? Greš na dopust? Ne, to je vajna potovalka. Najbrž smo jih zamenjali potake. Ej, to je bilo hrane za 10 ljudi. Za 10! Kaj je? Sem porival avto od meje do drugega servisa. 2 kilometra. Igen, naša draga soseda Žuža nam odrezala veruje od avta. A res, ali kaj? Igen. Kaj ti tu? Ne, nič, jaz sem samo prišel po svoje pivo, pa potake, pa kaj tičem. Pa to. Kakšno pivo? Je to pivo, ki sem ga jaz tu pripravila, to je bilo Benčevo, ne? Pač sem rekla, da mu jutro pol nesem nazaj. Ja, to bo pa problematično zelo. Ti zdaj hočeš reči, da sta vidva vse spila? Ja, kaj je? A sem porival 2 kilometra ali sem porival? Čakaj malo, celih 6 pak si spil? Ja, pa dobro, Ivo, kaj si ti porival? Šleper, ali pa? Lepo je biti sosed. Veš, kaj vam zdaj jaz povem? Celi dopust sta naju z Žužo nažirala. Zdaj naj še to doma trpim? Kaj ti govori? Pa kaj? Kdo je tisti bil, ki teklo je vsako jutro v 6 jutraj rezervirati ležalnike? Kdo Ivan bil je? Jo, samo res škoda, da je pozabo, ki je rezerviralo ležalnike, ne? Pa kdo
je vama vsako jutro najboljši külen odrezal? Joj, en kos kylna. Kdo vama je pa vsaki večer večerjo plačavo? To naju je pa vsaki večer tudi povabil, midva sploh nisva bila lačna. A ja? Zakaj ste pa bolj vsaki večer za večerjo naročila? Predjed, juho, glavno jed, pa 2 sladice, če niste bila lačna. Ja, kaj je, če smo že sedeli za isto mizo? Veš, koliko lir no je to stalo? Ne, čakaj malo, zdaj Italijani imajo neke druge. No, hvala, točno. Veš, koliko italijanskih evrov nas je to stalo? Ok, Benči, pomiri se zdaj. Gledajte, to bomo zdaj takoj rešili, poslušajte. Ivči, prosim te lepo, skoči v trgovino pa prinesi novo pivo. Tak je. Gas! Si pa, prosim, poišči od Žuže, imaš njene spodnje hlačke pa majico, prosim, poišči to. Kakšne spodnje hlače? Samo ene sposodila sem. In veš, kaj napravila Žuža potem, ko to ugotovila? Ona mene hotela ubiti s kladivo za meso. A ja? Ti si jo pa vsekala z ronglo, dobro? Še dobro, da mila sem ronglo v hotel, ja? Da sem jo poglav, drugač ona mene ubila bi sta kladivo. Ok, Silvika, pomiri se, prosim. Benč, pojdi domov, gled, bom jaz sama to rešila. Dobro, grem. Pa ti rože bom vzel za Žužo. Ja. Veš, koliko je razkurjena? Ok, ajde, daj, beži, veš. Videla sta res čisto vse sta pojedla, ali kaj? Glejta zdaj, ne? Benči mogoče tega ni znal čisto prav pokazati, ampak ona dva bi se v bistvu rada pobotala. Joj, Silvi pa ne bi taka, no. Ne govor mi, Silvi. Ok, gled, dajva se tak zmeniti. Poišči ti ene hlačke, pa eno majčko za Žužo. Jaz bom skočila gor v svoje stanovanje, imam cel kup krem za sončenje, bova to tako lepo zapakirali, pa boš nesla Žuži, pa se boste pobotali. Veste, koliko ste žalostni zdaj, ko ste skregani, no. Nema šanse. Žuža najlepo pride sem, gre na kolenke pred mano, pa prosi odpuščanje me, zato ker nam odrezala je veru. Dobro. Silvi, prosim, poišči hitro tiste hlačke pa majčko, no, prosim. Silvika, kaj imaš tiste hlačke v Žuže? Kaj so hlačke? Kaj mi vrni Ne hlačke? to nosa. Hej! Evo, Žužika. Takole. Hlačke, trojne, nove. Majčka, nova. Kaj je to? Karitas? Malo poceni je videti. Krema za sončenje. Faktor 5? Jaz uporabljam najmanj 30. Ja se boš pa v 6 plasteh namazala. Benči, 6 pak. Izvoli. A bo to zdaj dovolj, da se pobotate? Za mojega moža sigurno, on bi za en seks pak izdal domovino. Patriot! Kaj ti češ? Si končal, Mucek? Je to vse? Ja, ne vem, kaj bi ti zdaj še rada imela. Saj imaš vse. Mačke, majice, kremač. Denar. Žuža, povej. Imam vse sešteto, na srečo sem spravljala račune. Vse skupaj je prišlo 1015 evrov, deljeno z 2 je to 607 evrov in 50 centov. Pa da ne bo kdo rekel, da se svinja, naj mi dasta 605 evrov, pa smo kvit. Pa, Silvika se mora priplaziti na kolena in potem mi bo mogoče pripravljena odpustiti. Samo pozabila pa ne bom nikoli. Žuža, daj no nehaj s takimi. A res to plazenje po kolenih ne gre brez tega? Ne gre, to je najbolj pomembno od vsega. Dobro, pa mora prav po kolenih priti v not. Ne, ni treba, lahko tudi po trebuhu. Hvala, Žuža. Res. Grem preseliti stvari za maturo v Vanesino garsonjero. Se bomo v tisti luknji spominjali, kak smo se fajn stiskali v študentu, ne?
Žuža, pa kaj res misliš, da bi mogla priti sem Silvika po kolenih pa te prositi odpuščanja? Jaz se v nič ne silim. Dobro, no, samo poglej, Žuža, jaz mislim, da bi ti mogla narediti prvi korak. Ja, zdaj sva midva na vrsti, ne? Ti si zaradi 6 piv pripravljen pozabiti na vse, kar sta nam naredila v zadnjih 7 dneh. Ne, no, saj ne mislim, da bi si vsi skupaj skočili v objem pa take, ne? Samo tako sem mislil, mogoče bi pa lahko midva pokazala, da sva pripravljena sprejeti njuno opravičilo. Pa to, ne? Ne grem tja. Žuža, jaz sem ziher, da ona dva zdaj sedita doma, pa komaj čakata na najin zvoni. Pa to. Nehaj, Mucek, nehaj igrati na sočutje. Veš, da sem na to občutljiva. Glej, Silvika ziher solznimi očmi zdaj čaka, pa se spominja na vse najne trenutke, pa na njune trenutke, pa na naše trenutke, ki smo jih skupaj preživeli. Ko pa Ivo, ta rahločuten človek z otroško dušico, veš, kolikokrat nam je pomagal, ko sva bila v največji stiski, pa take. Dobro, no, grem. Ampak da se razumeva, nobenega pobotanja ne bo. Zmenimo se okoli denarja, vzameva mizo, vzameva stole, pa greva. Vreje, samo pomiri se, prosim. Resno mislim, Beno, ena sama ironična pripomba od te preddrznice, pa grem. Rozanja. Silvika, No, vidiš, Ivan, zato jaz rada hodim v hotel. Ivan, dokdaj ta zadnja večerja tu bo? Ja, kaj je odloži na jutri, kar lahko storiš danes? Ne odloži na jutri, kar lahko storiš danes, Ivan. Ti pozabil slovenski si. Iga, vidiš, kako je, če človek 2 kilometra poriva katro. Ja, bi rajši kakšno drugo znam. Lepo je biti Ivan, jaz spod grem zdaj. Daj, no, Jo grem. Ja, bom vzela kak ašpirin. Da pozabim na ta dom. Silvika, te pridem kaj popraskat po hrbtu. Ne, prosto, Ivan, ljubim se. Ja, kaj bo Pa se? da naši sosedi ne vidim, soj 3 dni. Ja, kaj bo se? Imaš lepo barvo. Dober dan, sosedje, motiva, pa to. Kaj bosta hodila? Saj Silvika je ravno kar govorila o vama. Ziher same lepe stvari, ne? Prišli izzivot sta. Grem domov. Ne, Žuža, daj, no, ne delaj panike, prosim. Poglejta, prišla sva se pogovoriti, pa vam bomo povedati, da pač midva pač veva, da je bil dopust, ne? Da je bil dopust taki, kaki pač je bil, ne? In da ceniva vajni prvi korak k naši skupni spravi in da je... Pohilbeno, jaz grem spod. Silvika, ne pa daj pusti človeka v miru, naj se opraviči do konca. Si pa ti vrahli zmoti, veš, če misliš, da smo se midva prišla opravičiti. Zakaj potem vi prišli sem? Prišla sva po našo mizo, pa po naše stole, draga gospa. Pa to. Zakaj ona meni rekla, draga gospa? Ja, no, dobro, čakaj malo, Silvika, zdaj pa jaz ne razumem, ne? Najprej Žuži lepo pošleš nove spodnje gate, pa majice, pa kreme, pa to, zdaj se pa tako obnašaš onknolilno do naju. Posluš, zakaj jaz poslala kakšne majice pa spodnje gate? Zakaj jaz to poslala bi? Zato, ker si meni moja majica vkradla, pa mi je še nisi vrnila. Jaz tvojo majica sposodila sem in to zato, ker ti si moja kopalka od zgornji del vergla v morje.
Ja, kaj? Jaz hodim naj v poplaž zgoraj brez Joške? Zakaj pa ne? Bodi zdaj tiho, Beno. Nisem ti jaz nič vrgla majce v morje, naslonila sem se na ograjo, pa je zdrsnila vodo. Ja, zdrsnila, jaz videla sem Beno. Kak si kaj videla, če si imela pa potapljaška očala, gor pa plavutke? Ja. Moje plavutke, evo, pa te mi tudi še nisi vrnila. Dobro, pa dajte pomirita se. Zakaj delate tako štalo iz 2 prstnih košaric? Jih bomo pa naslednje leto povlekli iz morskega dna. Jaz sem videl, kam so padle, no? Pomiri se. Ti pa samo tiho bodi, Ivo, veš, ker ti si se pa tudi pokazal za zelo dobrega prijatelja na tem dopustu. Zakaj le? Vsak večer si pustil, da vam plačava večerjo. No, to, ja. Ja, kaj je, če sva mi dva imela na skrbi vsakodnevni zajtrk? Tukaj zajtrk, večerja stane 20 evrov, najmanj. To ti primerjaš z 3 koški kulna za zajtrk? Pa ti veš, koliko drog je bil ta Külen? Original Mađar. Čakajte malo. Ka kuln ni original Hrvaške? Tiho bodi. No, koliko? Ne vem, ampak ogromno, sigurno. Dobro, no, prosim, pa nehajte se kregati okoli tega kulna, no. Poglej, midva sva se prišla k vama lepo spraviti, ne? Žuža, glej, Silvika ti je poslala lepo nove gate spodne, pa majice, pa kreme, zato se ji lepo zahvali, ne? Da pa ne bo ta rekla, da midva nič na vaj ne misliva, sva vama poslala oziroma prinesla to lepo flašo lepega vina. Tako. Zdaj pa gremo lepo spat in ko se bomo naspali, bomo spet lepi, dobri sosedje. Ja tak, kaj ti čemo. Ja, to si pa lepo povedal, Beno. Ja. Sej, midva sva tudi nekaj kupila za vaju. Ja, že je takoj prvi dan. Vidiš, Ja. A ne, Silvika? Koralo? kako lepo. No, vidiš, Žuži, zdaj se pa lepo zahvali za to oralo, pa za spodnje gate, ki ti je Silvika poslala. Jaz vzamem stolčke, pa gremo pa to. Beno, o kakšne spodnje gate ti govoriš ves čas? Jo, v tistih spodnjih gatah, ki si jih Žužiki poslala, ne? Pa zakaj jaz njej bi poslala gate? Evo, vedela sem, točno sem vedela, da mi je to Pamela dala. Mislim, kaj drugega pa bi lahko pričakovala od take egoistke, kot si ti. Jaz egoist? Veš kaj, potem ti si najslabši možni partner za dopust. Bravo, Beno, ti lahko z njo zdržal si 20 let, bravo. Jaz znorela bi že zdavnoj. Hvala lepa, Silvika. Zdaj vidim, da me ti edina razumeš in da Bravo, Ivo, ne? Ker on bi nama tudi kako večerjo plačal, on bi nama tudi kaki denar posodil, samo ne, bogi, Ivo je copata, take čarovnice, ko si ti, ki je povrh vsega še skopuh. Veš kaj, jaz ne bom posojala denar alkoholik. Najbrž ne govoriš o meni, ne? Ja, draga Žuža, govorim o tebi, ja. Kaj pol litra vodke vsaki dan si spila? Ne, čudno, da ti nemaš denar. Zapraviš vse za alkohol. Ja, pa veš, zakaj sem morala spiti pol litra vodke? Da sem zdržala dopust z vama dvema. Veš kaj, zdaj pa to dovolj je. Hvala, ne robimo vaše darile. Hvala. Mi pa vaše kičaste korale, ne? Veš kaj, ti robiš psihiater. Ti pa veterinarja. Žuža, zakaj si mi ti to noter dala? Sem točno vedela, kak se bo končalo. Da kam ne greš tamo? Daj mi gaža! Sem, hitro sem! Ne po glavi, ne spet po glavi! Dobro, stop! Idi pa zleske s tem kući doma, idi! Bobe! Ivo, prije! Kaj če bi midva enega odsekala zdaj? Pa dajva. Ja, kaj te če Iva?
Evo ga, kjer je tvoj, to ti lepše, evo. Bom jaz prvi sem biral. Evo, saj ravni. Ja, dobro je, dobro je. Si? Ja. Pripravi se katovo peklenski šus. Daj ravno dovolj prostora. 1-0, gremo. Kjer ti želiš? Lahko tudi zgolo. 2-0, kjer ti želiš? Daj, bo. Opa. Ja, dobro, čakaj, kaj misliš, da sem jaz žirafa ali kaj? Svira tvila, kolika pinta. Ja, jaz sem žirafa. Ajde, gremo. Hajde, Ivo. Glej, zdaj to finto. Oj, pa se ti ono. Ja, kaj Poglej je? to pinto. To pinto. Pomiri. Pa kaj ti češ, pa tvoja pinta. To se da. Nič ni na tem televizore. Niti praha ne. Kaj ti češ? Pa to. Ivo, kaj Silvika spi? Iga je vzela pomiritvene kapsule, pa žuža. Ja, zelo. Se veš, kaj mislim. Pol litra vodke je spila. Pa to. Ja. Ja, Ivo. Kako lepo oraldo ste nama hotla dati. Ja. Sploh ne bi rekel, da je iz plastike. Jaz bi rekel, da je skoraj prava. Se beči, to so čudeži narave. Ja, tudi tole vino je bilo dobro, zelo. Ja, res. Čakaj, Ivo. Ko mi dva čisto nič več nimamo za pit, ali ko? Jaz zdaj razumem monarje, veš, kako mora biti težko življenje brez ruma. Lep pozdrav. Kaj se dogaja? Je že konc? Če zdaj je že konc. Čakaj, da malo. Vi pa ste kdo? Miloš Fortič. Ti pa si... Jaz sem... Ti pa si Miran Pesrel, ne? Aj, ne, to je pomota najbrž. Ne, jaz sem... Čakaj. On bi pa lahko bil seba duh. Čiko smo ti pisali. Ne, počakajte malo. Zdaj sem vam rekel, da je to pomota. Poslušaj, če ne uganemo, kdo sta, ne odprem flaše. Flaše? Jo, dobro, bolj pa uganite. Evo, mi dva smo pripravljeni, ba. Ti bi lahko bil... Ico Bojčič. Evo, super, bravo, trofli ste, zdaj pa odprite flašo pa to. Čakaj, on bi pa lahko bil Štefek Grinta. Odlično, čestitam, fino flašo odprite pa Štefek, smo si ti zmagali. spomniš, je Kličičeva, zdaj se piše Puhareva, ko smo hodili po študentskih sobah, pa... Iga, zdaj se piše de facto bolj. Kaj še ne bo? Vsak žalove pa ne boš. Ne, saj ni tako mislil, ne? On je dobro, zdaj to flašo odprite, da vam ne bo zavrela, pa to vete, kakih žnov... Čakaj. A se ti spomniš Pamele, ki je imela take? Smo šli zvečer k njej, po noč smo tudi kdaj preživeli, smo rekli, da gremo v mlekarno. Hvala, mleka. Ja, seveda, kako se ti ne bi spomnil, seveda se spomnim, da je odprite to flašo, no. Štefek, veš nekje? Ti si mi dolžen en dar, ne? Kakšen denar? 1000 mark. Za avto. Koliko? Kakšni? Kje naj zdaj dobim marke? No, bom 500 evrov, se isto. Ne, imamo samo forinte. Ja, dobro, no. Kaj je, Beno? Nisem Beno, si čul gospoda. Ico, ja, tam je hvala. Hvala lepa. Ico, si Ja. čul, kakšen denar, daj mi. Ja, Štefek, če si dolžen gospodi denar, bolno ga vrni, se veš, kaj misli. Sanja, poslušaj, Števek pa Ico, kako te bi... Ico, ti si pa Štefek, pa njemi denar vrni. Ico, kakšen... Ivo, prosim te, daj mu 500 evrov, da bo odprl flašo. Daj, no. 500 evrov, pa smo pa roka. Evo. Bravo, jaz bom sekal. Tako. Dobro je, no. Zdaj pa odprimo flašo. Iga,
Zdravje. Na zdravje, živeli. Ne, zdravje, ja. Kako ste to? Kako se kao? Probaj. Daj, Dobro, dobro. O, tak, bolj peče samo. daj, domača zelo. Zdaj, osamice, ico. Zakaj pa že zapirate flašo? Dali roko, nismo dali roko.